Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Pozdravljam ambicijo Zbora za Republiko, da nas je v teh izjemno pomembnih časih za prihodnost Slovenije povezala. Tiste, ki hočemo in znamo. V Slovenski ljudski stranki se zavedamo, da močna pomladna opcija potrebuje močno Slovensko ljudsko stranko, tako kot Evropa potrebuje močno Slovenijo. Če bo današnje srečanje razumljeno kot sporočilo, da smo tukaj zbrani že sami dovolj, da Slovenijo popeljemo iz krize, bo to napačno sporočilo. Ker hočemo izpeljati nujno potrebne spremembe in ker hočemo narediti tudi nekatere kratkoročno nepriljubljene ukrepe, zato da bomo preživeli in dolgoročno bolje živeli, potrebujemo sodelovanje ključnih političnih sil v Sloveniji. Potrebujemo dogovor, da bomo v te reforme šli, da jih bomo enotno zagovarjali in za njihov uspeh enotno prevzeli tudi odgovornost. Ponosen sem, da me v teh ambicijah podpirajo ugledni Slovenci, kot so akademik, pisatelj Boris Pahor in karizmatični državnik iz časa slovenskega osamosvajanja in prvi predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Ivan Oman. Dva velika Slovenca, ki jo cenim in spoštujem. Boris Pahor in Ivan Oman sama najlepše simbolizirata ambicijo povezovanja in zdravega optimizma. Moje današnje sporočilo vsem tukaj zbranim in vsej slovenski javnosti je: stopimo skupaj, brez zamer, iz preteklosti, brez zamer iz sedanjosti in časov predvolilnega obdobja. Odgovorni smo za prihodnost naše države, ki letos praznuje 20-letnico obstoja. Odgovorni smo za prihodnost našega naroda, ki mu je bilo dano, česar mnogi večji narodi niso doživeli, namreč, da je dočakal svojo nacionalno in državno suverenost. Ne zapravimo tega neprecenljivega bogatstva. Zgodovina nas bo presojala po dejanjih, ne po besedah. Bodimo naprej, mi sprememba, ki jo pričakujemo od drugih. Zavezani smo vrednotam slovenske osamosvojitve in vrednotam evropske civilizacije, ki v ospredje postavljajo svobodo, človekovo dostojanstvo, tradicionalno družino in obči družbeni blagor. Predvsem pa bomo ljudem vrnili notranji mir, upanje in gradili zaupanje. V teh časih, ko zaradi krize v mnogih naših domovih in družinah vladata tesnoba in strah pred prihodnostjo, jim moramo mi, poudarjam mi, dati trdno zagotovilo: tukaj smo in jamčimo vam, da bomo naredili vse, da bomo kot narod, družba in vsak posameznik preživeli, dostojno živeli in si skupno zgradili boljšo prihodnost. Še enkrat, močna Slovenska ljudska stranka za močno pomladno opcijo in močna Slovenija za Evropo. Hvala lepa.